Monika, živjo. Živjo. Kako si kaj? Ja, malo treme, a ne, ko si me povabil, ampak sem zelo počaščena, da sem povabljena. Jutranja. Kako je šla vožnja skozi Gosto mengeške meglo. in trzinske zamaške? Ja, kar uspešno bi lahko rekla. Če bi zdajle zaprla oči, pa bi ti rekel, da se prestavil v neko steno, na neko goro, v neko smer, kam bi te mogoče odnesel? Ja, nekam v lep granit. Lep zlat granit in lepo sončno vreme. Ja? Ja. Tako malo že nakazuješ, da bi to mogoče bilo lahko kje? Ja, kje v Patagoniji. Kje v Patagoniji? Koliko pa mogoče, preden gre v Patagonijo, si pa plezala v Šamoniju? Ne, ker tam je menda, jaz v Patagoniji nisem bil, ne, tako da ne poznam. Iz prve roke, torej nisem še odtipal patagonskega granita, ampak šamonijski granit pa je tudi Ja, lepe tam- barve in na sončku lahko. Ja, bi se lahko reklo, tam na Gidi Midi je kar podobno, no, bi se lahko reklo. Ja. Ti si bila rojena v Argentini, Ja. v Bariločah, Ne, oziroma Sem bila rojena v Buenos Airesu, ampak Mhm. sem zelo kmalu potem smo se preselili v Bariloče, in kjer sem živela do takrat, ko sem potem prišla v Slovenijo. Daj mi malo opiš to pokrajino tam v Bariločah, ker tako zelo veliko slovenskih plezalcev, alpinistov, ki so pač skozi leta, desetletja hodili plezati v Patagonijo, so se mnogokrat ustavili tam, ne, in veliko je poročil ali pa nekih zgodb, kako je tam lepo, pa jezera, pa Ja, neke Bariloče gore. je dežela jezer in hribov in divjine. No, sicer v mojih otroških letih je to bilo veliko bolj neobljudeno. Mislim, takrat je Bariloče imel 26 000 prebivalcev, zdaj jih ima 150 000. Wow. A ne, tako da se je hudo spremenilo. Tako v tistih časih je bilo res še divje, no, in zelo samotno, mislim tudi čim si šel ven iz mesta, si bil čisto na samem, a ne. Ker tako mogoče je za tiste, ki ne poznamo Argentine. To je jugozahod Argentine in to je v bistvu začetek, kar se reče Patagonija, ne. Severni del. Koliko pa je od kraja samega, koliko so oddaljene prve gore, pa prvo hribovje? Ja, drugače je čisto blizu, se moraš zapeljati tam 15 kilometrov, in kjer se pol začnejo granitni stolpi, moraš pa še 3 ure hoditi, no. Okej. Koliko so pa to velike gore? Tam so v bistvu, Pa velike stene tudi. ja, stene niso tam do 250 metrov, to niso, ampak 250 metrov, ko lahko plezaš cel dan. Aha, okej. Zna biti kar zahtevno, no. Ti si se sredi 90-ih preselila nazaj v Slovenijo. Ja, točno ta mesec, letos bo 30 let. In plezati si začela v Sloveniji, ne prej. Ja, prej sem že malo plezala, a ne, bi se lahko reklo. Prvo sem hodila planinsko društvo in smo hodili na take bolj pohode. Pri 12 letih sem prvič plezala v granitu, me je peljal ta slovenski znani himalajec Dinko Bertoncelj. Ja? Nas je odpeljal na eno Aguja Frey in vem, da se mi je to takrat zdelo kot ta največ, da sem jaz lahko, mislim, da smo splezali tam gor, a ne, tako. Potem v glavnem nisem, potem me je še ene parkrat peljal plezati moj prijatelj iz otroštva Ivan Arenšek. Ampak nisem se tako v plezanje podala, takrat me je bolj zanimalo windsurfanje, a ne. Ja. Ker sem imela jezero, sem imela pri roki, mislim, na 15 minut. Vedno Piha, jadro dobro. pripravljeno, vedno je pihala, ne, tako sem v bistvu lahko vsak dan šla surfati, a ne. A res? Zanimivo. In pol, zato sem se bolj tega, ne, in poleg tega takrat v tistih najstniških letih, a ne, če si surfal, pa itak punc je bilo malo, da smo surfali in si bil tam
na sceni, kjer se je nekaj dogajalo, a ne, tako. In zato se mi je zdelo, zato sem se bolj v surfarje lotila, a ne. In potem, ko sem pa prišla v Slovenijo, a ne, sem pa že prvi teden sem ugotovila, zdaj pa jezera tukaj blizu ni, a ne, bom mogla začeti nekaj drugega delati, a ne. In prije spet tale moj prijatelj Ivan Arenško, ko on se je pa priselil v Slovenijo 1 leto prej kot jaz. In je rekel, ti v Mengšu, ravno ta teden se začenja alpinistična šola, a ne. Daj pojdiva se vpisati. Po enem tednu. Ja, po enem tednu. In sem se takoj vpisala. Jaz sem v bistvu prišla v Slovenijo, ker sem se prijavila, je bil kot razpis za državno štipendijo, za tak kot podiplomski študij, a ne. In so mi dali štipendijo za 1 leto in tako sem jaz prišla v Slovenijo, a ne. In ja, in sem se vpisala v Mengeško alpinistično šolo. In takrat smo imeli res zelo zagnanega načelnika in inštruktorja, vse nas je bilo čisto malo. Niso bile take šole množične, kot so zdaj, a ne, ko je po 30 ljudi, a ne. Ampak je bil tako zagnan vsako soboto, ampak čisto vsako soboto v leto, 6 zjutraj smo bili zmenjeni, pa tudi če je dežval, snežil, zmrzoval, smo mi nekam šli na skupno turo. Tako, Ja, čist, ni prav old school tako, pristop. čisto ta Ni prav, ja. milosti. Ja, tako. Tudi če je deževalo, ni bilo važno, smo pa nekaj drugega, smo pa šli v dežju hoditi, a ne. Deva se vseeno še majčkeno vrniti. Si rekla, da je bilo že v Bariločeh, kako si rekla, planinsko društvo. Ja, A to je bilo planinsko. pač slovensko planinsko Ne, društvo? to je bilo, ali pač... no, je obstojalo tudi slovensko planinsko društvo, ampak pač oni ni nas bilo toliko, da bi se organizirala kakšna šola, to je bilo to Klub Andino Bariloče, a ne. Ker omenila si že Dinka Bertoncla, ne, njega, recimo poznamo, da je bil v argentinski odpravi v Himalaji, ne, na Ja, Dhaulagiri, ko je bil še tako. ta neosvojen Ja, in so prišli pravzaprav zelo visok, ne, zelo 7500. visoko, ja. In tako to je bil takrat pravzaprav slovenski rekord. Ja, Ne, to je bilo v bistvu še pred prvo kot jugoslovansko himalajsko odpravo, a ne. Ja, zanimivo. In je bilo pa, jaz sem tudi to nekaj prebral, da je bilo veliko nekih smučarjev in smučarskih tekačev in tudi so se nekaj udeleževali olimpijskih iger. Ja, tudi Imaš to, ja. kakšen spomin okoli tega? Ne, jaz ne bi znala točnih podatkov navesti, no, zaradi tega, ker takrat pač sem bila še majhna, se nisem v to poglabljala zelo, no, ampak ja, je bil pa on zelo zagnan plezalec, a ne, in Ja. vsake toliko je organiziral kakšen vzpon tudi tako za mlajše, a A ne. slučajno poznaš neko zgodbo, da so tam na Dhaulagirju neki minirali z dinamitom ploščadi za postavljanje taborov? Ja, to sem slišala. A mogoče imaš kakšno, Ne, nimaš sem pa slišala, ja, ker to so bili tudi vojaki vmes, a ne, tako da je bilo so si to malo kar... olajšali. Ja, verjetno, ja. Lopatanje in uporabo cepinov. Tako. Ok, se praviš, torej prišla si v Slovenijo, alpinistična šola. Ja, in potem In- jaz sem takoj toliko zagnana, da pač sem plezala, ja, karkoli se je dalo, in ko nisem imela soplezalca in sem malo pojamrala na odseku, da jaz bi še več plezala, sam pač nimam s kom, a ne. No, in pol so me vsi začeli klicati in pol sem bila, ne vem, tudi po 3-krat, 4-krat na teden, a ne, pa so me peljali že prvo leto, ne vem, so me peljali že v Sfingo, raz mojstranških veveric, pa ne vem, v Travnik, ne vem, sem plezala JLA v Šitah, mislim, tako so me peljali vse povsod, a ne, tako da sem, Prvo let. ja, že prvo leto, tako da sem že prvo, v bistvu v 1 letu pa pol, no, v tistih časih verjetno se je še to dal, zdaj se verjetno ne bi smelo več, ampak sem imela že v 1 letu in pol že nabrane vse pogoje za alpinista, ne, tako da Ja, pol sem že, ja, čez 1 leto in pol sem že šla delati za alpinista. res bravo. Ker mi je toliko pomenilo, a ne, mislim pač, sem rekla, pol, ko bom naredila za alpinista, bom končno lahko šla na prvo odpravo, ne.
Si bila pa bolj, bom rekel, skalaš ali te je tudi zima privlačila? Takrat sem še veliko, ker se pravim, ko smo plezali čisto vsak teden, smo čisto vse dali česa, ne. In grape in že slapove in ker se je oktobra začela alpinistična šola, a ne. In smučanje, turno smučanje, vse smo probala, ne. Ampak to je tam sred 90-ih, govoriva, obdobje. Druga polovica 90-ih. Tako, ja. Ne, prva polovica 90-ih. Ja, katero leto? Letos bo 30 let, točno ta mesec. Okay. 93. ja, oktobra. To je pa lepa okrogla številka. Ja, tako. No, in takrat sem šla pol na prvo odpravo v Peru, a ne, takrat se pravim, še nisem vedela, a mi bo bolj skala. No, in sem se prvič srečala z višino, a ne, tako sem bila prvič na 6000 metrov. Ampak ja, pol sem počasi ugotovila, da to ni to. Čeprav sem se dobro aklimatizirala, pa sem čist lepo gor prišla tam do 6000, a ne. Ampak nekako tisto tako hoja, tisto štamfanje, pač sem videla to, da me dolgočasi, to ni zame. Da mi je bolj atraktivna skala, no. In potem... Tako pol večina mojih odprav pol je bila itak skalnih, no, razen tistega obveznega, kakšen sneg, kakšna grapa, pristop, ko je bil vmes, a ne, ampak bolj usmerjeno v skalo. Kako pa so pol približno sledile, čistko na grobo, recimo, te odprave, ne? Če bi bil prvo Peru, pa si rekla, ok, zima, višina, to ni zame. Tako. Kam si se pa pol usmerjala? Ja, to se pa v bistvu tako začelo, a ne, no, takrat, ko sem šele začela plezati, a ne, sem si že takrat v bistvu že skozi želela, da bi, ker jaz itak na odseku sem plezala sam s fanti vedno, a ne, in sem rekla, pa bi probala kdaj tudi pač v ženski navezi, a ne, takrat je bilo tako malo izbire, da sploh, in sem začela poizvedovati, pa kdo zdaj pleza, a ne, tako. No, in tako me pa kar naenkrat poklicala ta pokojna Jasna Bratanič, a ne. Ja. No, in meni se takrat, to je zame bilo tako, sem se počutila tako, kot da me poklicala Jasna, ko ona je bila takrat. Šla v metuljčke. Ja, tako. To je bila zame taka čast, a ne, tako, da me poklicala Jasna in me vprašala, da če bi šla z njo plezati, a ne, to se mi tako zdela, ne. Sem rekla, ja, dobro, a ne, sem rekla, sam saj veš, ona je bila takrat je že kar nekaj let plezala, je bila že kar izkušena, a ne. Ja. Jaz pa praktično čista začetnica, a ne. No, in sva šle parkrat tako skupaj plezati, a ne. In sva šle v Kogu, pa ne vem kam sva šle, pač par takih. In sva se zelo dobro ujele, a ne. No, in potem mi reče, ti, naslednji teden imam jaz načrtovano, pojdimo v Chamonix, a ne. In reče, imam jaz, kaj če gremo v Valkerjev steber, a ne. In sem rekla, fuf. No, in se spomnim, takrat sem si še prav prerisala skico, vse z rotringi, vse tako lepo skico narisala, vse smo bili pripravljeni. Takrat v bistvu še ni bilo interneta. Kopercev, digitalnih fotoaparatov. Ja, tako. Takrat še ni bilo in tudi še ni bilo tako, da bi ti pogledal za vremensko napoved, pa tako, a ne. Mi smo se v bistvu kar spravili v Chamonix, a ne. Sem bila jaz z Jasno in potem zraven sta bila pa še Šrauf pa Emil Tratnik, a ne. Ona dva sta v bistvu hotela tudi, da bi šli vsi štirje skupaj, a ne. Ja. No, in pol pridemo mi v Chamonix, a ne. Itak je že bilo vse tako na pol oblačno, gremo tam v vodniški urad se pozanimati, kakšne so razmere, pa kakšno bo vreme. In itak so rekli, da nimamo kaj delati, a ne, da vse zasnežilo in da še za naslednji teden bo skozi slabo vreme. No, in pol tako smo se še isti dan odpeljali, v bistvu smo videli, no, mogoče proti vzhodu je pa malo lep, smo še isti dan se odpeljali v Dolomite. Ja. Tam prespali, naslednji dan smo šli plezati v zahodno Cino, ker je bilo tako napovedano, sam polovico dneva, da bo lepo.
No, in smo šli v zahodno Cino plezat, no, in pol itak že gor nas je stopil, nas je dež ujel, megla, mislim, tak je bilo. Tako, še sreča je Šraf dobro poznal vse stop, da nas je vodil, a ne. In smo pol z nočjo prišli dol do avta spet. Kaj ste In pa plezali? Demutov raz, okej. nekaj tako, Ja, na ja, ja, ja. hitro, veš, da ve. Ja. To je vzhodna stena, ne? No, in vse pol še tekom leta, ne, sem rekla jaz. Sem rekla, pa kaj bi jaz delala tam z Jasno v Valkerjevem stebru, a ne. Še čist neizkušena, ne. Tako, a še dobro, da se je tako išlo, ker jaz v bistvu še sploh nisem bila pripravljena za Ja, tako ja. vzpon, a ne. Pa sta pol še kaj? No, ampak skupaj? Jasna se je, v bistvu ona se je upala vse. A ne, zanjo ni bilo ovir, ni bilo, a ne. No, in v bistvu ona je bila tista, ko je dala prvo idejo, ker ona je rekla, lej, se bova pripravile, naslednjo leto greva narediti midve prvi ženski vzpon na Cerro Torre, a ne. Ker ona je bila drugač bolj po srcu bolj kot ledna plezalka, a ne, to je bolj odgovarjala, ne. In rekla, lej, ti boš plezala bolj skalo, jaz bom pa plezala bolj led, a ne. No, in v bistvu ona je bila tista, ko je prva dala idejo, a ne. Aha, Za to prvi nisem vedel. ženski, ja. Super. Sam na žalost pol ona tist konc leta, ker to je bilo leta 95, pač sta se končalo, kot se končalo. Ja, Čala, s ne. Šraufom sta, Ja. jih je plaz Jih je verjetno plaz, odnesel ja, na Mojstrovke, odnesel. ne, sta oba Ja. umrla. Ja, tako Okej, da pol iz tistega, ampak tisti je bila prva iztočnica, tako, a ne. spravi, tebi je ostalo to tam nekje. Ja. Kako pa si pol naprej, recimo se, bom rekel, alpinistično, kako je šla pol tvoja pot naprej? Ja, pol vedno zame je bilo tako. Mi je bilo vedno tako. Čim več plezati skozi, a ne, ker v tistih časih še ni bilo tako, da bi pol, da bi, ne vem, tako specifično treniral. Ali v bistvu meni ni bilo pri srcu, mogoče drugih so, no. Meni je bilo samo to, da čim več plezam, pa čim več plezati tako na pogled in tako, ne vem, smo imeli takrat, ne vem, po 150 vzponov na leto, ne, tako. In Koliko si pa, tako, čim več plezati, no. koliko si pa se s športnim plezanjem ukvarjala? Ne, Za trening? športnim nisem toliko, to samo vmes, ko res ni bilo drugega. In ko smo se recimo pripravljali na Patagonijo, a ne, takrat smo hodili v Osp, v ta veliko steno in splezati, ne vem, po 4-5 smeri na dan, a ne, tako. Čim hitreje in čim, a ne, da za pripravo na Patagonijo, a ne, recimo. In kdaj se je potem ta prva Patagonija zgodila? Ja, prvič sem obiskala Patagonijo, mislim, saj drugače sem že starši že prej, a ne. Smo šli enkrat, ker mi je vedno tako ostalo, ker tudi moj oče, ko je isto zelo veliko plezal, a ne, dokler je Ja. še živel v Sloveniji, a ne. Njemu je vedno ostala kot ena taka neizpolnjena želja, a ne. On je imel tudi 2 odprave je imel v Patagonijo, pol ko se je že preselil v Argentino, a ne. Samo je bilo vedno slabo vreme in v tistih časih že sam priti do Čaltena je bila že cela avantura, ne. Ja, tako. Veliko ljudi pa ne ve, ne, da je v bistvu tvoj oče Boris Kambič, ki ga mogoče saj nekateri poznajo po tem, da je preplezal kultno Mosoraško smer, ne, torej prvenstveno, Ja, to nekje v To sem 50-ih, res hudo ponosna. Ja, leta 57. 57. Je bil 18 let star takrat. Ja, in ne, ta smer je res, ima verjetno nek tak poseben status, ker je en tak prvih testov, se mi zdi, za mnoge slovenske pripravnice in pripravnike, ne, tudi zame je bilo in Ja, se mi zdi, gotovo, da ja. mnogi nosimo kar resno zgodbo iz Ja. Mosoraške, taka res evergreen smer. Ja. Skratka, majčkeno, če še zaideva, on te pa ni kaj peljal plezati, ne, še? Ne, v bistvu je bilo tako, on bi sigurno imel željo, mislim, sam pač, pol on je moral delati, a ne, bolj ko ne, a ne. In za plezanje je nekako zmanjkalo časa. Saj pol je spet prišel malo notri, a ne, ampak pač v tistih časih ni bilo časa za to, a ne. In zato me je on v bistvu v surfanje
surfanjem navdušil, ker to je bilo nekaj, ko se dal na hiter v mestni pauzi, ko ni delal, in sva na hiter se dali iti surfat, in me bolj v to vpeljal, Kako pa je pol potekel tvoj nadaljnji, bom rekel, razvoj? Ne? Po jasni, si rekla, si plezala, si se pripravljala na Patagonijo in kako je izgledala prva odprava? Kam ste šli? Kam si šla? Ja, itak, prva želja je bila splezati na Fitzroy, In sva, mislim, takrat s Klemenom sva se zagnala, No, in takrat sva v bistvu splezala skoraj na 3/4, sem pol je prišlo slabo vreme in sva mogla dol, Fitzroy je sicer Ja, najvišja najvišji. gora v Tako. pogorju Patagonije, nad El 3400 Chaltenom, metrov, ne. ja. Tako, sej pravo ime je v bistvu Chalten, Ja. Sam so ga prekrstili v Fitzroy, ampak pravo ime je Chalten. A slučajno veš, kako je ta zgodba s tem imenom? Ker tako po svoje zanimivo ime Fitzroy, ne? Ker to je bil nek pomorščak, pa Ja, se sploh ne vem, kako je prišlo od tega, so ga prekrstili v Fitzroy. ne vem, kdo je bil, to sem pozabil ime, ampak Fitzroy je bil kapitan ladje Beagle, ki je tam, ki je Ja, ki je imel verjetno je tisto ožino. ki je šla takrat skupaj s Charlesom Darwinom, ne, Ja, verjetno od so se severa prvič- proti jugu Južne Amerike in so raziskovali področje in potem so šli v to reko, kaj je Santa Cruz ali kaj je? A je? No, skratka, in po njemu, ne, po kapetanu te ladje so potem poimenovali to goro, ker naj bi menda lokalno prebivalstvo Chaltenu rekli ne samo Fitzroyu kasnejšemu, ampak še marsikjeremu drugemu vrhu, ne, in potem naj bi dali ta najvišjemu pa Fitzroy, zato da se ga loči od ostalih, ne. Aha, recimo. Neka taka zgodba je bila. No, v glavnem takrat, kot prvič nisva mogla splezati na Fitzroy, sva rekla, dobro, bova šla pa na tele manjše vrhove, In sva pol splezala in Poincenot in Gižome dvakrat in tako. So bila takrat prvič skoraj 2 meseca tam, To so tudi vrhovi, ne, v pogorju. Ja, zraven. to so v bistvu sateliti Fitzroya. Kaj vam bi je se pa lahko ustavilo reklo. na Fitzroyu? Vreme? Ja, vreme, ja. Se je Ker, zagrnilo, mislim, in v glavnem sva mogla dol. To je bil še čas brez vremenskih Ja, napovedi. itak brez, ja. Kaj Tam smo gledali, smo imeli vedno uro, sledili, kako se pritisk premikal, naraščal, spuščal, In to je bilo to. In to je bilo to, Pa ste seveda. se pa odločili. Ja, In tako po občutku. V bistvu ste bili v baznem taboru. kolikor Ja, takrat smo kampirali bili še v ne? baznem taboru, ko zdaj se v bistvu to ne Te dela več. prakse ni več. Ne? Ja, so vsi v Chaltenu in gledajo na internet, kdaj bo na vremenska luknja, da se je treba pognati navzgor, Ja. Ampak meni je bilo eno od najlepših delov, mislim, odprave na Patagonijo, mi je bilo ono življenje v baznem taboru, To je zame bilo res, tam si srečal vse plezalce, To je ta paradiž glavne, vse sanje, tako plezalce svetovne, ko si jih, ne vem, ki si samo v revijah bral o njih, in si jih lahko tam srečal v živo in se z njimi pogovarjal, In to je bilo meni toliko dobro, mislim, to je bilo, ne vem, bistven del odprave, še poleg plezanja, Ja. Ker Patagonija je generalno znana po tem, da je zelo veliko slabega vremena. Ne? Ja, recimo, čeprav jaz sem doživela zelo veliko lepega vremena. Ja? Ja, moram reči. Verjetno potem tudi na naslednjih napravah. Ja, tako, natančno tako. Kjere pa so bile? Ja, potem, no, pol sem šla še naslednjo leto, leta 98, sva se s Klemenom vrnila, no in takrat sva splezala na Fitzroy, in potem mi je pa ostalo, sem rekla, zdaj bo pa treba, uresničiti prvotno Jasnino željo, in v ženski odpravi narediti prvi vzpon na Fitzroy, Ker to si skozi imela tako nekje v sebi? Ja,
Sam nisem še kot odkrila kot pravo soplezalko ali kdo bi me spremljal, a ne. Ampak skozi sem imela to v glavi, da to je pa treba narediti, a ne. In kdaj je pol prišla prva priložnost? Ja, leta 2004, a ne, ko sem čisto tako naključno, mislim, da smo bili na enem žuru v Ospu pri Silvotu. In tam je bila tudi Tina in so se pogovarjale dolgo časa tako in sem rekla: "A bi šla ti v Patagonijo, a ne, da splezava, narediva prvo žensko ponovitev na Fitzroy?" Je pogledala tako, je rekla: "Ja, mogoče, zakaj pa ne?" To je In tako Tina Di sva se, Battista. Tina Di Battista, ja. In tako sva se zmenile in sva šle, a ne. Takrat sta se nam pridružile še Nastja Davidova pa kaj je bila že, Mojca Žerjav. Mhm. In smo šle v bistvu vse štiri skupaj, no. In je bilo zelo zabavno, moram reči. No, daj nam No, malo opiš to. Ja, to smo imeli Odpravo. tako krasno organizirano kuhinjo, to je bil en cel šotor, je bil samo za hrano. Ja, In vse je bilo lepo razporejeno, vse, a ne, kuhinja tako organizirana, ker takrat so bile ene take kolibice tam v baznem taboru, a ne, in vsak si je svoj kotiček izbral, a ne, in no, to je bil, ke smo jaz sem vedno tako mnenja, a ne, da če hočeš biti na odpravi in če hočeš dobro plezati, moraš tudi dobro jesti, a ne. Meni je zelo všeč kuhati, a ne, in sem vedno imela kuhinjo na čez tako in smo res dobro jedle tako, tako, Ja. kot si sploh ne predstavljaš za v bazni tabor, a ne. In no, tam si lahko privoščil, ker v tistih časih so še konji vse prinesli gor, a ne, tako da smo si res privoščili vsega, a ne. koliko pa je ta bazni tabor oddaljen od kraja? Ja, približno Če 3 ure tem- hoje. 3 ure hoje, aha, Ja, okej. in potem imaš pa še v višji tabor, a ne, pa imaš tudi ene 3, odvisno od razmer, 3 do 4 ure hoje spet, a ne. Pol če kdaj kaj zmanjkalo, kakšne začimbe si zlaufala dol. Ja, pa ne, niti ni, ja, smo šle ene 2-krat dol, no, ampak v glavnem smo kar gor bivali, a ne. In pol smo se v bistvu preselili še v ta višji tabor. Ja. Kaj pa sta imele za cilj? Ja, Katero Fitzroy. smer? Ja, katero smer? Ja, takrat sva imele za cilj, da bova splezale na Fitzroy po Cazarotovem stebru. To mi je že od zmer bilo atraktivno, ker itak po oni kot normalki, ko se reče Franco Argentino, tam sem že plezala, a ne, tako, a sem Ja. rekla, zdaj moram pa pač še ta drugo stran, ta vzhodno spoznati, a ne. In kako je šlo? In ja, v bistvu tako, prvo smo nesli vso opremo gor, a ne, da smo imeli že vso opremo v ta višjem taboru, je bilo že vse pripravljeno. In pol je kazalo, mislim, vreme je bilo res čudovito, a ne, in sva rekle, dobro, greva si ogledat, kako za vstop, a ne, pa mogoče eno fiksno vrv, mislim, da splezava ena 2 raztežaja, a ne, da je že pripravljeno, a ne, in naslednji dan bi se lotili zares, a ne. In sva šli res tam pod steno, a ne, gledale levo, desno, ker prvo moraš priti čez eno tako, mislim, prvo ene 400 metrov tazga miksa, a ne, en tak kuloar. In nisva vedele, kje priti čez, ker je bila ona krajna pot tako visoka, tako, da sploh nisva vedele, kako se bova čez spravile. In pol sva nekako začele čez tisti, je bil čist tak sipek sneg, to sploh ga nisi mogel plezati, ni bilo načina, ker vse se je dol rušilo, a ne. In pol sva rekle, a nič, je bila samo ena taka stena, ena čist tanka pokica, sem rekla, lej, bom pa jaz probala potehničariti tukaj, a ne. In sem nekako se prebila tam čez, a ne, malo tehničarila, malo pol en miks tako, no, in v glavnem sva napele, sva pustile 60 metrov fiksa noter in sva rekle, naslednji dan se pa vrneva za ta pravi vzpon, a ne. No, in pol gremo one snežne votline spat. Ko se zbudimo naslednji dan, vidimo, vse je zagrnila megla, prav tisti nizek pritisk, a ne, tako prav grozen je izgledalo. In sva rekle, dobro, greva tja, bova vsaj, ne vem, pustile stvari pod steno, fiks je že tam, in ko bo lepo vreme, se pa vrneva, a ne. No, in pol gremo dol,
No, in pol tisto slabo vreme ni hotel nehati, to je bilo 10 dni slabega vremena. In skozi snežilo, vetrovi taki. No, in po 10 dneh, ko se je končno naredilo vreme, a ne, so bili hribi čisto beli, mislim, popolnoma, to je bilo toliko snega, da ni bilo za nič delati, a ne. In pol smo čakali tako ene 3 dni in smo rekli, zdaj se pa ne moramo več čakati, ker običajno 5 dni maksimalno, a ne, kar lahko traja lepo vreme. No, in tako se je ta 3. dan spravila gor, no, in greva do Podstene, je bilo res čudovito nebo, brez oblačka, brez vetra. Greva tja, gledava gor, naše opreme, kjer. Res? Ni bilo opreme. In fiks tam, strgan tam nekje visoko gor. In sva čisti so rekli, kaj bova zdaj, tam je bila v eni transportki notri cela najina oprema. A ne. In pol nič, so In kaj je začele bilo? kopati. Ja, pač je cele 10 dni snežilo in skozi je plazil dol tam not v kulvar. In itak to. In so kopale. So bili še eni drugi plezalci, se spomnijo, eni Poljaki so se režali tam na daleč, en nam je prinesel še eno lopato. Ne, da bi se kdo ponudil slučajno, da bo kaj pomagal. In to sva skopale po mojem, da, ne vem, 5 ali 6 kubikov snega. In kar naenkrat jaz gledam tam notri globoko tako, tale najina transportka, tako vkleščena v led. No, in pol sva nekak inštant naredile, se Tina not spustila, tisto pripele, sva midve tisto ven zvlekle, to je bilo, ja, skoraj nedotaknjeno, no, cela. Ker če ne bi tega našle, bi lahko sam spokale Konc. dam šle. Ker je bilo vse tam notri, a ne. In pol sva rekle, dobro. In naslednji dan sva res, ne, še tisti dan sva vstopile v steno, a ne. Samo to so bili še tisti časi, no, prvi dan sva splezale do onega bloka, kjer se sam ta Kazarotov steber začne, a ne. In naslednji dan sva pa začele samo plezarijo, a ne, vreme je bilo še vedno čudovito, a ne. In nama je kar dobro šlo, čeprav, ja, so bile malo počasne, ker v tistih časih še ni bilo tako lahke opreme, kot je zdaj, a ne, pa so bili oni gojzerji težki, pa oni cepini težki, mislim, vse je bilo težko še v tistih časih. In so vlekli eno transportko za sabo in zatikalo se je, a ne, ker to ni tako navpično, kot v Yosemitih, a ne. Pa tak zelo hrapov granit, a ne, zelo hrapov, so taki kristalčki grobi. In sva nekako napredovali, ampak precej počasi, no, in tako sva nekako splezale skoraj 2/3 tega Kazarotovega stebra, a ne, in kar naenkrat prideva pa na ta senčno stran, a ne, in vidiva, da so čisto vse razpoke polne ledu, še vedno, a ne. In so začele ti zbijati in ampak to ni šlo nikamor, a ne, ker nisi mogel pač roke, ja, čist, ker nisi mogel niti roke not vtakniti, si moral ven zviti, da si lahko dal roko notri, varovanje notri, a ne, in to ni šlo nikamor, a ne. In tako sva se pol, ja, čist na konec dneva, sva se odločile, da tako ne bo šlo, mislim, ker nam bomo zmanjkalo plina, mislim pač, dava še 3 dni noter. Ja. No, in pol sever je bilo res neskončno hudo, sva se odločili, da greva dol, ker pač bi predolgo časa trajalo, ampak no, pol sva spet prespale na sedlu, a ne, in po dnev šle dol, ko nas je bombardiralo, so vsi bloki dol leteli, ne, ker to je bilo sred dneva in grozen vroče, ja. No, in sva prišle pol, ne vem, pozno popoldne spet na višji tabor, a ne, in Tina je takoj zaspala, jaz pa kar nisem mogla zaspati, a ne. Jaz čez 2 dni sem imela že polet za domov, a ne. In sem rekla, ne more biti, da je tako čudovito vreme, sva tukaj, da ne bova nič splezale, mene je to tako morilo, ker nisem mogla spati celo noč. In sem komaj čakala, se bo zjutraj Tina zbudila, a ne. In sem rekla, lej, zdaj imava zadnjo možnost, lej, peva pa po oni Franco Argentina, ne, bova šle čisto na lahko, brez ničesar, a ne, čisto na light style, a ne. In poskusva splezati, a ne. Sem rekla, kakor bo pa bo, a ne, saj nima kaj izgubiti, a ne. No, in potem se je Tina strinjala, a ne, in je rekla, ja, sam,
kaj če bi pa še Jaka šel zraven, a ne, ker Jaka je pa ostal brez soplezalca, a ne, in kaj če bi še on šel zraven, sem rekla, lej, sva prišli sem, da bomo naredili prvo žensko ponovitev, a ne, ne more iti zdaj Jaka z nami, a ne. No in tako je pol je Jaka enega Izraelca dobil, ko je tudi iskal soplezalca, a ne, ko se je pol izkazalo, da je imel on ko vodniško turo, ker on ni tak. Ni bil No, pa zrel. kriva, ja, čist, ni bil. In pol se je pa še hvalil, kako je prvi Izraelc, ko je splezal na Fitzroy, pa je povsod objavilo. V glavnem. No, s Tino sva pol šle sred noči, a ne, mislim, da ob 2 zjutraj sva šle na pot, tam je isto za Franco Argentina. Imaš prvo ene 2 ure dostopa, potem imaš spet ene 400 metrov miksa takega, a ne. Kuluar tak. ali Ja, kako? tak kuluar, bolj gnila skala, ja, tako. Ja. In v glavnem, ja, ob 7 zjutraj sva začeli plezati, a ne. Jaz sem smer poznala, tako da nam je šlo zelo dobro, ker mislim pač, nismo imeli ničesar, a ne, smo imeli, mislim, da samo en Gore-Tex in nekaj malega za jesti, nekaj za piti in to je bilo to. No, in sva cel dan plezale in sva v bistvu pol, ne vem, 10 ali 11 ur sva stale na vrhu. In je bilo res tak dober občutek, ker sva se res tako dobro počutili, mislim, vreme še vedno čudovito, brez vetra. Res, in Saj ta, To, ki je bil znana dober fotka je, občutek. ko sta na vrh ja, z dvignjeno roko, Tako, ja. dobro zgledate. ja, ker to je bilo res tako sproščeno vse, a ne, tako. Vse tako lepo potekalo, a ne. In, ja, Kako pa je pol, ko si domov prišla, recimo, je imel, ne, ker vidve sta opravile prvi vzpon povsem ženske naveze na vrh Fitzroya. To je zares bil oziroma je velik dosežek, ne? ja. Kako je takrat to kar- kaj zavreščalo, zašumelo v skupnosti? Ma, ne pri vem. nas? Ne vem, Kakšen če je je bil bilo odz- tako, do Je bil, takrat se kakšen je bil pravi. odziv? Takrat itak še ni bilo teh socialnih omrežij, sploh, a ne, tako da itak nisi videl tako, da bi bilo objavljeno ali pa tako. Nekaj je bilo objavljeno, takrat so bile še one alpinistične novice v Delu, a ne. Pa nisem imela občutek, da bi bilo to tako odmevno. Pol je bilo bolj, ko so mi pošiljali tako kot novice iz Argentine, v Argentini so to zelo objavili, a ne. Vidiš. Ja, je bilo kot bolj odmevno tako po svetu, mogoče kot pri nas doma, no, tako. Sem imela tak občutek. Koliko hitro za tem Fitzroyem se je pa pol, Ja, pol, ja, takoj v bistvu, ko je naslednjo leto, se sem veš rekla, kaj, lej, ne? sem poklicala spet Tino, a ne, sem rekla, lej, če so že splezale, to sem jaz itak imela že idejo, že ko sem bila gor na Fitzroyu, sem se slikala ke proti Cerro Torre, sem rekla, zdaj je na vrsti Cerro Torre, a ne. In sem poklicala spet Tino, a ne, če greva. Je rekla, ja. Je rekla, jaz bom pa morala, takrat je imela namen, da bo končala svoje študij, a ne. Je rekla, letos pa ne bom mogla, ker pač se bo posvetila študiju, a ne. In sem rekla, in kaj naj zdaj, a ne. In sem pomislila, koga naj pokličem, a ne. No, in tako sem poklicala pol, ker itak ni bilo veliko možnosti niti izbire, a ne. Sem poklicala potem Tanjo Grmovšek, no, in ona mi je v bistvu takoj rekla, da ja, in sem rekla, dobro, pa greva, a ne. Super. Ja. In In kako tako pa je rata. pol izgledala ta odprava? Ja, takrat, no, jaz sem bila s Tanjo zmenjena, ampak zraven je bil še Andrej Grmovškov, ko je bil pa, in še zraven Silvo Karo, a ne, ko sta bila pa ona dva skupaj Naveza. zmenjena, tako, ja. Je bila sicer malo drugačna odprava, ker ni bila ona ženska odprava, čisto Kaj je bila drugače. kuhna malo manj urejena? Ja, tako. Tako. No, ampak vseeno je kar dobro potekalo, no. V bistvu, ja, bi že zelo kmalu, v bistvu že prvi teden bi že skoraj bile na vrhu in naj jo spet Ker imela sta dva slabo poskusa, vreme. ne? Ja, Spet, tako. ponovno. Ja, spet so prišle skoraj na 3/4 smeri in smo mogli dol zaradi slabega vremena. Tako da ja. In No, pol prišle druge. nazaj, V dol. druge pa, ja, pol smo prišli nazaj dol, a ne, takrat je bilo res v baznem taboru
To je bila cela zbirka najbolj znanih svetovnih plezalcev. Ne, je bil recimo Thomas Huberjev je bil, pa Steph Davis, pa ne vem, en Štefan Sigrist, mislim, sami znani, cela elita tam zbrana, res, to je bilo tako dobro, smo se tako lepo imeli in smo bili kot taka skupnost, pa smo šli skupaj dol v Čalten, malo kaj pojesti, malo požurati, tako res dobro je bilo, no, tak dober občutek. Nič, in pol je končno prišlo ono lepo vreme, a ne vem, kot po 10 dneh spet, a ne. In spet vsi, samo tokrat je bilo pa čisto drugače, ker takrat so bile čisto same na hribu skoraj. Ko je pa to lepo vreme prišlo, nas je pa bilo tam, ne vem, 10, mislim. Ne, v enem višjem taboru mislim, da nas je bilo ene 20. Sicer z raznimi cilji niso imeli vsi istega cilja, ampak v tej naši smeri mislim, da nas je šlo 5 na ves, ja. Kjeri smeri? To je bila, kompresor, to je taka smer, no to imam še, mislim, med zadnjimi, ko smo sploh splezali, mislim, zdaj ta smer ne obstoja več kot taka. Ker so vse tele Maestrijeve svedrovce ven zbil, kompresor dol vrgel, in ta smer ne obstoja več kot taka. Maestri je bil prvi, mislim, italijanski plezalec, ki naj bi opravil prvi pristop. Tako. In to celo po 2 smerih, ne? Ja. Po ta drugi je te kompresor smeri, ne, ker dobesedno so vzeli v predrugem vzponu dizelski kompresor in so z njim vrtali in jaz svedre. sem slučajno poznala enega od udeležencev te odprave, ko je bil zelo dober prijatelj od mojega očeta, Cesarino Fava. On je v bistvu spremljal Maestrija takrat, ko se to odvijalo, a ne. No, in on je rekel, ker Maestri ni, da bi hotel, on mi je povedal celo zgodbo, a ne. Nisi on umislil, da bo na tak način splezel na Cerro Torre, a ne. Ampak on si je na vsak način želel splezati, a ne. Ampak je iskal sponzorje naokoli, a ne. In tako se je ponudila ena švedska firma, a ne, ko je delala te kompresorje in je rekla, lej, mi ti plačamo $20,000, če ti uporabiš naš kompresor na tem vzponu. Ja. Zanimivo. In tako se je on spravil in tisti kompresor, to je bil 60 kil težka zadeva, 60 kil, brez goriva. In so ga nekako uspeli razdreti na 3 dele, no in vsak od teh njegovih pomočnikov, 3 pomočniki so bili, a ne, je vsak tovoril na hrbtnik s tistih 20 kilami in so ti zgor spravljali. Cesarino je rekel, da če bi Maestri zvrtal vse te svedrovce na roke, bi bil hitrej gor. Ker je bila ta proces, kako tisti kompresor gor spravlja, to je bilo tako težko, da to so oni delali, ne vem, par mesecev. Ampak ta zgodba teh svedrovcev je tako, da se te linija nekje relativno blizu vrha, še vedno bolj daleč. Zadnjih 60 metrov je takih vprašljivih. Ja, ker je v bistvu tam je kompresor crknil, zato je tudi obstal, ga niso mogli več zagnati. In tam je vstal visečno in tisti je služilo tudi kot v bistvu varovališča, ne, na njem si stal. Po domač, kot štant. Kot štant, ja, tako. To je veliko fotografij, kasnejših ponovljalcev, kako stojijo gor. Ja, tako. Te svedre pa pol, ne, ameriški plezalec. Ja, zdaj že pokojni, ja. Ja, pa zbol ven, ne. Je ven zbol, ja. Ampak ko je šel, ko se je spuščal navzdol, ne gor grede. Gor grede jih je še porabil. Tako je bilo to. Ok, to je bila zgodba prvopristopnikov oziroma Maestrijevih podvigov, ne. Vedve Stanjo sta pa tudi imele kar težko izkušnjo, predvsem ti, ne. Tako, ja. No, v glavnem, pri tem vzponu, ne. Ja. Prvi dan je vse zelo lepo potekalo, a ne, tako, midve sva šle spet na čisto light style, a ne. Tokrat, kot sva že smer poznale do 3/4, a ne, sva že vse vedele, kaj naj pričakuje. In sva bile spet zmenjene tako, da Tanja spleza bolj ta ledne
raztežaje pa kombinirane, a ne, ko je bolj ustrezalo, jaz pa ta bolj skalne, a ne. No, in sva zelo lepo napredovali, sva tam nekje na sred sva midve bivakirale in naslednji dan nadaljevale in vse je res zelo lepo potekalo, a ne. V bistvu nama je manjkalo samo še 70 metrov do roba stene, a ne. No, in potem jaz plezam naprej, a ne, in gledam, so bili pa 3 angleški plezalci pred mano, a ne. Oni so pa ravno prihajali na tale kompresor in jaz sem tam čakala na eni polički, a ne, ker itak se ne bi mogli nazdrenati tam pet, a ne. In sem rekla, bom malo počakala, ampak sem bila tako tik pod njimi, a ne. In kompresor je bil tako čist v ledu vklenjen, a ne. In pol tisto, ko je naprej plezel, je kot, mislim, ne, tisto, ko je kot zadnji plezel, je zapičil kar naenkrat cepin v tisto gobo ledu, a ne. In se pol v tistem trenutku se je utrgal en ogromen, pač en tak kos ledu za velikost ene žoge. In jaz sem samo sklonila tako glavo, da mi ne bi letel na glavo, ko sem videla, leti proti meni, ampak me je pa zadelo v ramo v bistvu. No, in jaz v tistem trenutku pač se nisem mogla niti premakniti, a ne, prvo sem mislila, kaj se zdaj zgoja, pa me bolelo za umret, a ne. In pol sem jaz, Tanja pa ni vedela, kaj se dogaja, zakaj se štrik ne premakne, mislim, že toliko časa, a ne. No, in pol sem nekako uspela tam narediti en štant in da je Tanja prišla do mene. Mene je bolelo, ne vem, mislim, sem ene tablete vzela, da če bi me nehalo boleti, a ne. In je rekla Tanja, kaj naj zdaj narediva? In sem rekla, ja nič, lej, če so že tako blizu, tudi če me boli, jaz grem gor, a ne, tako. No, in je pol šla Tanja naprej in je splezala še tisto pač do roba, a ne. In jaz sem pa pol čist, so mi pač trik fiksirali in sem čist počasi z eno roko centimetrčkih pa centimetrčkih sem požimarila gor, a ne. Do roba skalnega dela. Do roba skalnega dela. Ker na vrh In Fitzroya potem je pa ta še znana goba, tista ne. famozna goba, a ne. To je, Samo midve sva imele zelo veliko srečo tisto leto, ker to vsako leto se čisto drugačno formira, a ne. Tisto leto sva imele zelo veliko srečo, da je v bistvu ona goba bila zelo lahka. In sva šle kot čez en tunelček tako malo in pol naokoli. In je bilo v bistvu tako, da jaz sem z enim samim cepinom in z eno roko lahko to nekako splezala, ja. ker ta goba namreč je nabutan, napihan sneg. Ja, na tako, vrh ja, in granitnega vetrovi jo stolpa, ne. zoblikujejo, ja. Ja, in to je včasih Ja, so samo sva imele poročila srečo, da je bila lahka tisto bila leto. lahka, Ja. Tako jaz sem nekako uspela priti pol na vrh, čeprav je bilo hudo, ko sem pomislila, zdaj bom pa mogla jaz dol priti, a ne, to je bila pa res najhujša muka, kar jih je bilo sploh, jaz sem bila čist. Ker pol sem pojedla toliko onih protibolečinskih tablet in itak, ko cel dan skoraj nič ne piješ, nič ne ješ. Jaz sem bila čist tako na pol zadeta od tega. To sem slišala svoj glas tako na daleč. V glavnem, nekako mi je uspelo dol priti, mislim, da sva, ne vem, 23 ur ali koliko sva obzajljale, mislim, to je bilo. Pa 2 dni plezale gor. Ja, tako da je bilo kar je bilo kar In hudo. zlomljena rebra, ali kaj se je Ja, izkazalo? to sem pa pol, ja, ko sem prišla, no, še k sreče so bili fantje tako prijazni, ko sem prišla v višji tabor, da so mi oni v bistvu vse stvari dol nesli. Tako jaz sem lahko šla v Čalten brez ničesar, samo še vedno je bilo to 6-7 ur, a ne, ko je bilo pred mano še za hoditi, a ne. In pol šele, ko sem šla v bolnico in so me slikali, so mi v bistvu rekli, da imam 3 zlomljena rebra, ja. Ampak ja. Kako je pa potem ta vzpon, pa še skupaj s prejšnjim Fitzroyem, ne? 2x2 zelo pomembna, ali pa celo najpomembnejša patagonska vrhova, 2x prvi pristop ženske na vize. Mačkeno je pa mogel zatresti takrat. No, Cerro Torre je sigurno bilo malo bolj odmevno, a ne.
ker je tudi kot bolj znan, pa bolj tako kot nedostopen, pa mislim. Imaš mogoče kakšen podatek, kaj je pol sledila še kakšna ženska naveza? Je. Je A ti ja, ne. kasnej. Ja, to šele pred kratkim. Ja? Če se ne motim, je tale, ko je zdaj trenutna partnerka od Rolanda Gariboti, a ne, ona pa še soplezalko, ne. Zdaj Pa tudi sicer se splezala. ne da več plezati po teli, pač, kot rečejo, kompresor, a ne, ker ne obstoja več. Zdaj vsi plezajo od odzadaj po Ferrarijevi smeri, ko je v bistvu pretežno ledna smer. Ja. In zdaj je zato postalo zelo problematično, ker je toliko ljudi, ko si želi na vrh, a ne. In po ledni smeri veš, da ne more plezati zdaj 10 naves ena za drugo, ker pada ledu in je To je vsako nevaren, ja. leto ogromno nesreč zaradi tega. Ja. Tako Si da predstavljam. je v bistvu ni dobro, no, za vzpone in za hrib, sam hrib, a ne. Ampak na nek način pa si se skupaj s Tino in Stanjo ste se pa zapisale, ne? V patagonsko Takrat je še bilo. in pravzaprav svetovno zgodovino, ne? Kot Ja. prve ženske naveze. No, pa imam še ideje, mislim, Imaš še? to je še sledilo. Ja? Ne vem, če jaz, no bo pa katera druga. Ne, drugače, ne, potem, po tistem, a ne, sem rekla, dobro, glej, če smo že splezali to, a ne, zdaj pa treba pa na Trango Tower, a ne. Ja. Sam potem sem bila pa jaz, tisto leto sem bila pa jaz pol noseča, tako da nisem mogla iti z mojim ta zadnjim. Ne, pa še In z pol so pa Aleksandro punce so pa šle in Ja, tudi tako. uspele, ne? Ja, tako. To je bila tudi moja želja in ideja, mislim tako, ampak pač je tako ratal. Tako da mene ni bilo zraven. No, obstoja pa še ena, Ja? potem, ko bi sledila, in to pa še vedno čaka, še nima ženskega vzpona, a ne. To sva pa si umislili, me tokrat pa spremljala Nastja Davidova, sva pa imeli poskus na v bistvu prvo žensko ponovitev na Torres del Paine. Torres del Paine v bistvu še nimajo čistega ženskega vzpona. To so pa granitni stolpi še Ja, majčkeno bolj čilenski. južne, Ja. še bolj južno v Patagoniji, Jugozahodno, ja, še malo pa na čilenski na strani. čilenski strani, ja. No, to še čaka To na še žensko čaka. ponovitev. Ja, dekleta, eto, harmoniki po nasvet pa gasa, kako se Tako. reče. Ja. Ja, smo pa lahko Slovenke, Slovenci zelo ponosni, ne, da ste punce naredile vse te vzpone. Res, pa ne sam, ja, v vseh področjih. Zakaj pa misliš, da so izključno, bom rekel, ženski vzponi, torej naveza dveh deklet, dveh punc, tako pomembni, oziroma zakaj so drugačni od mešanih navez, se pravi, ko je fant punca ali pa izključno moških navez? Zakaj ti je to dajalo tebi neko motivacijo, da moram pa, da si želela pa na tak način plezati? To je v bistvu alpinizem, se mi zdi, je še vedno kot pač bolj moški svet, a ne, bi se lahko reklo, a ne. Čeprav prodirajo ženske počasi, ampak pač to je še vedno bolj moška domena, a ne, se mi zdi, a ne, ker to je pač dejstvo, da nismo ne toliko močne, ne toliko hitre, a ne, mogoče kot so moški, a ne. Imamo pa tisto vztrajnost, pa trmo bi se lahko reklo, no, pa tisto željo, no, to imamo pa po mojem, da še večjo kot moški, no, tako in s tem po mojem, da uspemo to, a ne. Doseči na svoj ženski, tako. z ženskim principom ali kako. In moram reči, da vedno, ko sem bila tako v ženski, ker sem bila, se pravim, in ženskih in mešanih odpravah, ampak tako, vse poteka kot bolj sproščeno, bolj, ne vem, lepše se, mislim, pač, vse bolj sproščeno, no, bi se lahko reklo. In a misliš, da smo moški, ki plezamo takole preveč ambiciozni, preveč zategnjeni? Ja, tako, verjetno. Preveč se nam mudi, ali kako? Ja, mogoče, ja.
Kako pa misliš, da je... Pa vsak si misli, če greš v mešani navezi, po večini si ljudje mislijo, itak je on zvlekel česa, ne tako pač. Ja. No, bi si lagala, če ne bi nikoli slišala kdaj kakšen tak komentar, ne? Ja, Ampak itak, ravno ja. tako pa ste dokazali, da... Ja, tako je, tudi kot malo za dokazati, da zmoremo, In da se da. In da se da. Z glavo velikno, tako. Kako pa nasploh misliš, da so dekleta danes, ali pa mogoče že v tistih časih, nekako pozicionirana v tem alpinizmu, ne? Si rekla, alpinizem generalno je bolj v moški domeni, ne? Če je to tako res. Kako misliš, da pa moški ali pa skupnost nasploh gleda na ženske v alpinizmu? No, po mojem, da zdaj v zadnjih časih se je ta pogled spremenil malo, no. In ker so tudi, ali smo ženske tudi dokazale, da tudi zmoremo in da se tudi da, ne. Zdaj, kot se je zgodilo letos, na primer, tale Kristin Harila, ko je ta prva, ko je splezala na vseh 14-8 tisočakov, mislim, da v manj kot 180 dneh, ne. Ja. No, seveda z veliko podporno ekipo, no, Ja, mislim. Ampak še zmeraj je mogla gor priti, ne, tako. In na vseh področjih se mi zdi, da ženske dokazujejo zdaj, da so lahko isto močne ali isto pač vztrajne, isto, ne. A pa misliš, da je dostikrat tudi pri dekletih, pri ženskah, bom rekel, neka mogoče bariera v glavi, da se mogoče kaj ne da in potem, ko nekdo, recimo, tako kot ste konkretno ve, ne, splezale, ne, na Serratore, ne, in mogoče neko tako psihološko bariero, da potem mogoče kakšni punci to na neki psihološki ravni odpre lahko nek pogled v smislu, da se, ne. Ja, Pojmo, sigurno, gremo. sigurno. In misliš, da je to pomemben? Ne, se mi zdi, ženske smo močne, tako, in predvsem v glavi smo močne, mislim, sem prepričana, no. Ja? Ja. V kakšnem smislu, oziroma, če bi primerjala z nami, moškimi? Ne vem, jaz sem si to zapomnila v bistvu že zelo dolg časa nazaj, ne, ko sem šele začenjala plezati, ne. Jaz sem bila, ko sem hodila v tale planinsko društvo, ne, to, ko smo hodili na te bolj pohode, ne, ni bilo še plezanje. In je bil moj vrstnik tale tudi zelo znan argentinski plezalec Sebastián de la Cruz, ne. On je bil resnično pred časom, no. On je recimo, in še vedno obstoja, je še vedno rekordno, pri 16 letih je on splezal gor na Fitzroy, po tej Franco Argentina. Ja? Pri 16 letih. In pol še naslednji let na Serratore, ne. Mislim, še zdaj, ne vem, če, ne, ni več nobenega bloja pri 16, ja. Toliko mladega, da bi splezel na Fitzroy. Ne obstoja. Zanimivo. Ja. Bi bil izziv za kakšnega mladostnika. Ja. In on je hotel že pri 15 letih, on je bil živ norca, ne, tako, čisti samouk, ne vem. In bi šel že pri 15, se mu starši niso dovolili, je rekel, no, ko je bil pa 16, no, lahko greš, ampak tako, če te bo spremljal kakšen odrasel, ne, tako. In je šel, ne. No, in sem se z njim dobila, ko sem šla enkrat na obisk v Bariloche, ne, in mi reče, a veš, kaj je najbolj pomembno pri vsem? Sem rekla, ko bom še malo natrenirala, in rekel, a veš, kaj je najbolj pomembno od vsega? Glava, a ne. Ja. Glava, psiha, a ne. To je najbolj pomembno pri plezanju, pri neka takih. tehnična podlaga, Sigurno, in vse sigurno. to znanje. Kilometrina mora biti, izkušnje, ampak mislim, on se na to, a ne, kaj bo en 16-letni mulca, ne, mislim, pač. No, Pač, to je vsekakor željo. mogel izstopati, ne. Ja, Je mogel sigurno. biti majčken nadpovprečen v tem smislu. Sigurno, da bi to sigurno. Ampak korajžen fizično je bil sposoben, zelo, ja. In je plezel skozi. In pol on je bil že, ne vem, je šel pri 18 pol že v Yosemite, tam plezel, delal pol v Švico, sem tako. On je bil res kot pred časom, no, tako.
Kako pa si recimo tudi ti usklajevala pa še eno drugo vlogo, o kateri v bistvu nisva nič rekla, ne, ker si pač tudi mama 3 otrokom, ne? Ja, Alenki, Gregorju pa Marku, ne? ja. In kako pa si, bom rekel, menedžirala odpravarstvo in plezanje nasploh in še ta del? Poleg še službe, ampak Ja, ja. okej, to pustiva. Ja, no, tako je bilo. V bistvu jaz, mislim, ko se je rodila Alenka, je bilo v bistvu zadnjič, ko sem jaz bila tako kot redno zaposlena, a ne. Pol sem rekla, v službo ne bom več hodila, a ne, tako tisto tipično 8 ur na dan, 5 dni na teden, a ne. Tega je bilo konec, a ne. Sem rekla, zdaj so otroci, se bom posvetila otrokom, a ne. In pol sem res, ko smo itak imeli svoje podjetje, a ne, in sem si tako nekako razdelila, da sem čim več časa lahko preživela z otroci, a ne. Ko včasih so mi tudi rekli, ja, pa tako, pa ti greš za 1 mesec na odpravo, pa tako. No, in pol meni, ko so všeč statistike, pa tako, a ne. In sem pol dokazala, sem rekla, lej, ti ko delaš redno, mislim, hodiš v redno službo, a ne, jaz preživim z otroci, tudi če grem 1 mesec na odpravo, pa vmes sem šla še kdaj, pa v Dolomite za 3 dni, pa v Paklenico za 3 dni, a ne. Še vedno preživim 2-krat več časa kot povprečna mama, ko hodi v službo, a ne. Vidiš. Ja. Tako. Mislim, to je pomembno dejstvo v bistvu, ker pravzaprav mnogokrat letijo neki tako mogoče taki očitki, ki jih je mogoče težko čisto razumeti, ali si sicer lahko mislimo, ne, kar čemo. Ja, saj to, ja. Ampak dostikrat leti na alpiniste, verjetno na alpinistke pa še bolj, ne. Ja, itak, da še bolj, ja, seveda. Ja, hodite na odpravo, pa puščate otroke doma, ne. Ja, saj to, a ne. In pol itak ti vedno vsak reče prvo, in kako lahko toliko tvegaš in toliko, a ne. Sem rekla, lej, ti se vsak dan voziš v službo z avtom, a ne, si mogoče pol ure, 1 uro na poti. Jaz sem rekla, tako ogroženo, kot se jaz včasih na cesti počutim, take adrenalinske šoke še nisem doživela v steni. Drugač, ja, Veš. jaz se spomnim pred leti, to glih v teh časih, ko si ti tele vzpone upravljala, ko sem bil jaz veliko časa, sem preživel pri Štremflih in je enkrat bila debata tudi na tole temo, pa je Andrej rekel, da tudi včasih, ne, mu kdo mogoče tako, ja, Očita, veliko ne. hodiš na odprave, te ni doma in je rekel Andrej, se mi zdi, to se mi je prav tako utrlo v spomin, je rekel, ja, sej, ni toliko bistveno tisti čas, ki 1 mesec ali pa 2 meseca, ki me ni, ne. Bistveno je pa tisti čas, ki jaz sem. Saj to. Ne, in takrat, ko sem pa jaz doma, sem pa res tam za njih, Ja, ne. saj to. In, ne, zdaj to dokazujejo njegovi otroci, kako je Andrej res tam bil, ne. To niso bile samo neke take lahke besede, ne. Ja, saj to, ja. Ne, jaz vmes 10 let sem res posvetila se zelo otrokom, a ne, tako, in smo skozi hodili v hribe za vse te in krompirjeve počitnice, pa smo šli za 10 dni na Sardinijo, smo plezali skupaj, mislim, sem se res, pa smo hodili, jaz, ko sem jih začela voditi v hribe, a ne, smo takoj začeli, recimo, ne vem, vse te ferate hoditi, a ne, ker tako, da bi hodili tako samo v hribe, mi je bilo nekako dolgčas, sem rekla, no, in moram nekaj atraktivnega prikazati, a ne, pa smo hodili vse te ferate, prvo smo vse te slovenske, a ne, pol smo začeli hoditi v Dolomite in pol njim je bilo vedno to kot wow, a ne, gremo spet, pa smo šli en konec tedna, sem jih že, ne vem, smo šli že, mogoče smo si vzeli še petek prosto, a ne, pa smo šli, ne vem, pa smo šli gor na Čiveto, po eni ferati gor, po drugi ferati dol, in to so bili še čisto majhni ljudje, so kar gledali, a ne, Marko je bil, ne vem, 6 let star, a ne, pa smo šli gor na Čiveto, a ne. In eni so se itak zgražali, a ne, kakšne pa kaj ta vleče, tako majhne otroke, ampak oni, kot so delali to od majhnega, ni bilo to normalno, jih ni bilo strah, a ne, se mi je zdelo čist, ko nekaj običajnega, ne, in pol sem začela tudi z njimi plezati, a ne, ne vem, že pri
10-12 letih, a ne, pa Gregata sem vzela dolgo v nemško plezat, pa sva skoraj celo smer solirala, razen en raztežaj. Ampak se tako dobro počutil, mislim, so res bili v skali kot doma, a ne, ali tako, a ne. Ker so to že od majhnega delala, ne, in je bilo nekaj pač normalnega, a ne, tako. Koliko pa danes še plezajo? Ja, zdaj v glavnem Alenka je tista, ko pleza še, a ne, sam Grega se je zdaj bolj v downhill vrgel, pa kolesarjenje, a ne. Hello. Tako da, ja, Alenka pa še pleza. Ampak na Ena izmed- smuča oziroma borda, Ja, ne? največ zdaj je kot skoraj na pol profesionalna snowboardarka, mislim, Ja. snowboard freeride, tekmuje tudi naokoli. Aha, okej. Drugače pa tudi pleza, zdaj je eno leto tudi začela base jumpat. Ja, Tako da to sem majčken ti pa mogla kar verjetno pa vseeno sprejeti. Ja, to moram reči, ja, da je bilo kar težko sprejeti, ko mi je rekla, ko se je odločila, da bo to začela, ampak pač, se je šla počasi pa postopoma, ima zelo dobrega mentora, nekega Okej. fanta, a ne, in je počasi uvajal, a ne, in šele, ko je bilo res čist do konca, ko je imela že, ne vem, 100 skokov za sabo, je šele zares sama skočila, pa tako, a ne. Tako da ja, ampak Kaj pa najmlajši? Ja, najmlajši se pa še išče, kaj bo. Ja. On je v trampolin parku dolgo časa treniral, bolj Aha. akrobatiko, pa tako. Tako Ampak da, ja. si pa tudi pravzaprav v tem pa poslovnem svetu, če lahko tako rečeva, ne, torej službo, ki jo upravljaš, ne, pač vodiš firmo z višinskimi deli, to je pa spet tako, bo kdo rekel, to je pa spet bolj v moški Ja, itak, ja. domeni. A Spet. te tudi tam kdo kdaj malo po stran Itak, pogleda? itak. Ampak zdaj moram priznati, da v zadnjih časih manj. Tako še 10-15 let nazaj so si mislili, pa kaj mi bo zdaj tale, a ne. Tako. Če, recimo, Ženska. če primerjaš obdobje, ki si začela plezati, ne, se pravi Ja. tam 90, pa druga polovica 90, Ja. pa danes, a opažaš kakšne razlike v tem alpinističnem plezalnem svetu nasploh v odnosu do punc, deklet, žensk? Ja, Um, sigurno. Zdaj, mislim, to je bolj kot sprijeto, bolj kot v samih začetnih časih, sigurno. ja, Ja. No, meni se mogoče zdi, da ja. v kakšnem smislu? Ali Ja, ne manj vem. obsojanja? Ali... Ja, ne, da je pač normalno, da punca pleza in da bo šla. No. Zdaj sem še posebno ponosna na to zdaj Anjo Petkovo, Ja. ko zdaj je ona res, mislim, to je pač zdaj revolucija slovenskega ženskega alpinizma, no, tako. Ker zdaj je bilo pravzaprav za Ja, tole zatišje. tvojo oziroma bom rekel vašo generacijo, ne, dve, tri, recimo, ste bile mogoče vodilne, ne, Tina, Ja. Tanja, Pol je kar malo zmanjkalo vmes, ja. pol je sicer Nastja Ja, veliko plezala, pa se je pa majčkeno umirila, zdaj pa Ja. Anja prišla. no, Anja pa res, ona je pa res poglavje zase. Mislim, ker tako, ne vem, če se je to že v slovenskem ženskem alpinizmu zgodilo, ko so se plezale, ne vem, in težke ponovitve in to sigurno. Je bilo veliko tega, ampak Anja to, da pleza same prvenstvene, a ne, tako pa. In da je toliko zagnana, no, mene me vedno spominja na Jasno Bratanič, to sem ji že povedala, še tako fizično sta si podobne, zelo. Ker ona je bila isto tako zagnana, a ne, ampak ona se bolj usmerila v Himalajo, a ne. No, mogoče Anja tega še ne ve, Anja, ja, je v drugem stilu, no, ampak meni se zdi, da bo res naredila premike. Razvija v... Ja. Samo mora še pravo soplezalko dobiti. Se ona si tako želi, vem, že 2 leti nazaj hotela v Patagonijo, a ne. Sam ni dobila soplezalke. Kako pa vidiš nasploh, bom rekel, alpinizem danes? Pa mogoče pol še znotraj generalno neke ocene alpinizma danes, pač v Sloveniji, kako vidiš tudi poleg Anje, tudi sicer ženski alpinizem danes? Ja, zdaj jaz nisem tako not, da bi lahko presojala ali poznala, ker jaz sem se tako kot mal umaknila.
Zdaj, mislim, jaz plezam zdaj sam še, bi se lahko reklo, izbrane, lepe smeri. V Uživaški. dobri skali, uživaške, da se jih da dobro opremljati. Tako, a nisem tako not v tej sceni, a ne. Sam kolikor lahko sledim po medijih pa tako, a ne. Ampak, ne vem. Misliš, da bi lahko bilo več bolj aktivnih? Ja, bi lahko bilo, ja. Verjetno sem enkrat zaznal, da nam športno plezanje pobere. Majčkeno plezalcev se bolj usmerjajo. Ja, športno plezanje je Ampak nekako lažje dostopno. Pa je verjetno, če je to tako, pa naj bo, ne, saj. Ja, zakaj pa ne? Ampak se mi zdi, da pa ogromno zdaj izhaja alpinistov iz dobrih športnih plezalcev, a ne, in zato so premaknili nivo veliko višje, a ne, ker izhajajo iz une podlage. In se pač vse dogaja na veliko višjem nivoju, a ne, kot se v naših časih. Ker tak nek povprečen alpinist ne bo nikoli dosegel, ali pa zelo malo je takih, ki lahko dosežejo nek... Ja, če si začel po ta drugi poti, a ne. Ja. Nivo, visok nivo skalnega plezanja. Kot če izhajaš iz športnega plezanja, a ne. Ja, to siguren. Kako pa kaj spremljaš sicer dogajanje v Patagoniji, kaj spremljaš? Malo spremljam, nisem več tako notri, no, ker pač. Ker ne nazadnje je treba tudi reči, da Slovenci, tudi Slovenke, ne, ker pred tabo je pa že bila Slovenka na vrh Serratoreja. Ja, Ines Božič, ja. Se smo bili enkrat skupaj na odpravi. Mislim, leta 97, mislim, da sta bila tudi ona dva, ja. Ker sicer pa so Slovenci, Slovenke, ne, ste zdaj pa že naredili za eno rang vodniček pravzaprav dobrih vzponov v Patagoniji, ne. Ja, to pa siguren. In tudi tam Ja, tam so Slovenci itak zelo prisotni, tam vsak v mestu ve, kdo so Slovenci in reče, to je samo za une norce. Kako pa kaj spremljaš to, recimo, ko se je v zadnjih 10 letih recimo dogajali te povezovalni vzponi, ne, prečenje vseh vrhov Fitzroya in potem tudi vseh vrhov Serratoreja? Ja, to res, mislim, to je tak, to se mi zdi, da je kot višek, a ne, vsega, pač to je sledilo, a ne. Naslednja stopnja, ja, naslednja stopnja. Neka evolucija. Jaz sem jih tudi veliko teh spoznala, tudi osebno, a ne, tako, zato pravim v tistih lepih srečnih časih, ko si sobival v baznih taborih, a ne, in sem videla tale razvoj, ker te ideje o teh povezovalnih vzponih so že 20 let, a ne, sigurno. Sam ni prišlo ravno takoj do realizacije, ampak so bile že želje in ideje, ne. Nekje si zapisala, da imaš danes najrajš v gorah neko samoto in mir, neke skrite kotičke. Ja, tako. Mi lahko kaj več poveš o tem? Ja, jaz najbolj uživam, če lahko v tej, kot bi rekel, prenatrpani in Sloveniji in Evropi, da še vedno imam ta privilegij, a ne, da imam dostop do takih čisto samotnih krajev, a ne. To je še vedno mogoče, se pravi, v tej prenatrpani in Sloveniji in Evropi. Je teh kotičkov še zelo veliko, še k sreči. Gorskih, predvsem. Ja. A misliš, da imaš mogoče tudi to občutek, ker to si mogoče mi, ne, Slovenci, Evropejci ne predstavljamo, ker Argentina je ogromna, ja. Ogromna, ne. Tam so res razsežnosti. Ja. Tam so... In to mogoče jaz zelo pogrešam, te dimenzije, te razsežnosti, te samotne, mislim... Ker to so velika področja, kjer niso poseljena, ne. Nič, Kjer je res divjina, ni ničesar, ja. No, in mogoče jaz skozi strebim po temu, da tudi tukaj najdevam take kotičke. Zdaj te ne bom spraševal po nekih tvojih res tistih skritih, ampak
kaj pa ti je najbolj ljubo, recimo, pol danes pri nas? Ja, meni, mislim tako, po zimi, zdaj sem se jaz v glavnem zimskim alpinizmom se skoraj ne ukvarjam več, no, razen kakšen pristop, tako, ko sem spremljala otroke, ko so šli na Großglockner pa tak, ampak v glavnem ne plezam več, v glavnem turno smučam, no, in turna smuka mi res veliko pomeni, tako in da odkrijem, jaz v bistvu stalno sledim, kakšne so razmere, tudi po 5-krat na dan pogledam, kakšno je vreme, kakšne so temperature, vetrovi, a ne, da znam ugotoviti, kam je treba iti, a ne, in pač moj cilj je vedno vsak let vsaj 30 turnih smukov naredim, a ne. No, lani sem bila še posebno ponosna prejšnjo sezono, ker sem naredila povprečje nad 1000 metrov, nad 1000 višincev, tako da ja, to je meni izziv skozi, a ne, da iščem take točke. Kaj greš pa najraje plezati? Tam, kjer je dobra skala. Torej v Patagonijo. No, letos sem bila po dolgem času na taki pravi, mislim, ni bila kot odprava, no, ampak sem šla na obisk Alenki v Kanado in sem po 20 letih skoraj obiskala spet te bagabuje. Okay. A ne, in so naredili par vzponov tam. In to so spet granitni stolpi, in ko so sred pač takega morja ledenikov, a ne, in je res tako težko dostopno. Mislim, se moraš potruditi za priti do tja, ne, do baznega tabora, mislim, vzponi so taki, ta pravi, a ne. Ko greš pa rada še kaj v Paklenico? To pa vsako leto vedno. Večno. Ne, tista vsako leto. Vaša fotka 3 generacij Kambičev, tvoj oče, ti pa tvoja hči. Ja, ob 50-letnici prvega vzpona, ja. V Mosaraški. Tako. Ste zavoriskali na vrh. Ja, to je bil res dogodek, mislim, to je bil tako dober, res. Ja. In ata se ni mogel načuditi, je rekel, kako sem jaz to takrat splezal, mislim, praktično brez ničesar, res. Ja. Eno staro najlonsko vrv in mislim, da sta imela 18 klinov, mi je rekel, in par zagost, in to je bilo to. Če še enkrat spomneva, to je bilo sred 50-ih. 57 leta. Ja. To še preden je se potem začela invazija, bom rekel, takrat ni bilo še ničesar, slovenskih plezalcev na Paklenici, pa pol vseh stvari. Ja, res. Tako izkušena alpinistka, ne, plezalka, kaj bi recimo danes kakšni mladi plezalki svetovala ali pa namignila kakšno skrivnost ali pa modrost iz rokava? Ja, ne vem, najbolj čim bo zagnana in čim več pleza. Zdaj se mi zdi, malo manjka te energije, veš, vse, kar pričakujejo, da bo postreženo, a ne tako. Da, mislim, vse pričakujejo preveč postreženo. Niso več navdušen nad tem, da bi raziskovali, a veš, vse hočem vedeti do natančnosti še, pa koliko kompletov rabim s sabo, pa koliko, a veš, ni več avanture, ja, ta prave, ja. Ampak to je pa zdaj že malo sicer zrabljena fraza, da to ugotavljamo, da je nasploh malo družba danes taka. Ja, da hoče imeti vse servirano, da se tega neznanega izogibamo. Ja. No, meni je bilo pa vedno ravno to najbolj atraktivno, ker zame ta glavno, ko sem šla na odpravo, ne, je bilo to cel ta proces, prvo organizacije, prvo kam, ne, pol organizacije tega, ne, in celo tisto dogajanje, ne, pol je bilo plezanje mogoče 10%, ja, to je del zgodbe, ne. Ni bilo to glavni cilj, ampak vse, kar se je ob tem odvijalo, ne. In tudi v bistvu tista, kako hočem reči, neka slast, ni glih prava beseda, ampak tisti žmoht je v bistvu tudi v tem neznanem, ne. Ja, tako, meni je bilo vedno to atraktivno. Sooča s tistem, kar ti situacijo prenašaš, ne. Ja. Sicer vsi alpinisti želimo, da imamo čim manj sranja, ne, ja, itak, ja. Ampak pač to je pa, ne. Ja, to pa še zraven, ne. In to naredi pol
zgodbo Ja, zares in da si polno, boš izpolnjujočo. zapomnil. Ja. Tako. Kaj bi pa mogoče rekla Monika danes sama sebi, recimo, ko si bila mogoče, ko si začela plezati, ali pa ko si bila mlajša, ali bi si rekla kakšno misel v smislu, pa ne v smislu nekega obžalovanja, ampak ne vem, mogoče še več plezi ali pa Ja, no, to še siguren. kakšno No, odpravo če več. bi še enkrat, no, siguren, bi imela še kakšne odprave, samo ko se ti življenje tako prehitro obrne, sigurno bi imela še kakšno željo tako, a ne, ampak zdaj pač. No, zdaj pa moram povedati, no, ko jaz ne bom več glavna, no, zdaj mi je pa moja Alenka, a ne, je pred kratkim podpisala pogodbo z North Faceom, a ne, in zdaj je rekla, zdaj bom imela jaz budžet za odpravo in boš ti prišla zraven na odpravo. In boste šli skupaj. In bova šle skupaj, bom jaz del spremljevalne ekipe. Tako da sem Vidiš. res ponosna na to. Ja, In, bravo. no, tako da to je moja. Pa imaš spet Ja, en cilj. žensko navezo. Ja, tako. Ja, Celo glej. še korak naprej, ne? S Ja, hčerjo. tako. Ne vem, če bova skupaj plezali, Ja, ja, ker jaz sem okej. že malo. Ampak ona se bo usmerila tudi bolj v zimski, mislim pač, ker nje je bolj zima, zaenkrat, a ne. Ampak glej, bom pa del ekipe, del zgodbe, tako. Jo tudi vleče v kakšne resnejše hribe, resnejše stene? Ali? Ja, mislim, ima. No, ona se še najdeva tako, mislim, ker ona dela milijon stvari naenkrat, a ne. In to bo zdaj ena od teh njenih, a ne. Ampak bo verjetno s časom ugotovila, a ne, kaj ji najbolj sede in kaj bo najbolj, a ne. Če te še enkrat vprašam, Ja. če zapreš oči in se zdajle prestaviš v neko steno ali pa na nek dogodek, kam te odnese? Ja, tam, kjer je, glej, meni je najlepše, kar si zdaj lahko domišljam, no, in zato tudi zdaj k temu stremim, kot sem ti rekla, lepe uživaške smeri, tako. Take, da so psihično neobremenjujoče, a veš, da sem sproščena ves čas, a ne. Zdaj veliko plezam z Mirando Ortarjevo, a ne. In z njo imava sigurno, ne vem, en obisk letni v Arko, take lepe izbrane smeri, pa kakšen obisk v Dolomite, obisk v Paklenico, a ne, tako. In vmes še kakšne take v naših hribih, a ne, tako. Ampak vedno lepa izbrana skala, tako, da je dobra skala, da tudi če ni opremljeno, da se da lepo opremljati in tako. Zanimivo in lepo, da mogoče te ni odnesel tam nazaj nekam, ne, v neko situacijo, ampak da si izrazila, da to, kar danes počneš, ne, se pravi, da si še vedno tukaj, zdaj, v plezanju noter. In koliko ti pol dejansko plezanje še danes pomeni? Ja. V obliki, ki ga pač danes se še greš, ne, seveda. No, zdaj plezam sigurno veliko manj, ampak zato izbrano, no, tako. In vedno, no, to sem si tudi umislila, to sem šele tekom let ugotovila, da če bi še enkrat bila, ne vem, zdaj 30 let stara, bi se odločila za gorsko vodništvo. Ja? Ja. Bi ti bilo? Ja, bi mi bilo. Mislim, se itak jaz to skozi delam neposredno, mislim tako, a veš, da vedno koga pelem, mislim, veš, koliko sem že, pa tečajnikov, pa prijateljev, pa tako, a ne. Ali otroke moje, sem itak bila 10 let ko gorska vodnica, veš, ko si itak splezal naprej, tisto, kar ti on varval, itak ni bilo nič vreden, a ne, ker itak bil 30, mislim, pol lažji od mene, tako da itak sem jaz, ko da bi solirala naprej, so mi sam štrik podajala, ne. In pol sem se počutila kot v koži gorskega vodnika, no, to. In to, če bi se še enkrat odločila, bi se sigurno za to. Danes se pa ne počutiš, da bi se lotila. Zdaj sem pa že malo prestara za to. No, to, pustva to. Ja, lepo, da si še vedno tako aktivna, in hvala, Monika, da si prišla v goste, da si delila tele zgodbe z nami. In želim ti vse najboljše
na tvojih poteh še naprej. Hvala lepa. Hvala tudi tebi in tudi tebi. Želim vse najlepše, a ne? Hvala.